Drage dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo v športnem parku Domžale, kjer se bo čez nekaj trenutkov začel občinski derbi med Radomljami in pa Domžalami. 28. krog prve lige Telekom Slovenije se torej nadaljuje. Začenja pa se zadnja četrtina državnega prvenstva in Radomljani bodo danes poskušali priti do svoje druge zmage v letošnji sezoni prav proti nasprotniku, ki so ga edinega letos premagali. In Domžalčani se danes seveda zavedajo, da bodo njihovi nasprotniki, ki so v tej sezoni sicer dosegli le eno zmago, še kako motivirani. Šipek z dobrim preigravanjem, lepa podaja v prostor na levo stran, preigrava Luka Gajić, ki je zaključil, ampak ni bil natančen. Preigrava Šipek, Kristjan Šipek podaja v kazenski prostor, kjer je Gajić. Luka Gajić je lepo zavrnil žogo, priložnost za Radomlje, krasna priložnost. Balkovec za Matjašiča, ko gre žoga po tleh, je seveda vse lažje. Repas so daleč, Repas in vratnica. Trojice Repas, Firer in Matjašič. Morda zdaj priložnost za Domžale, bilo je tukaj nevarno v 42. minuti. Vetrih je prodiral, pa zdaj še ena priložnost do strela. Na koncu Firer in mimo vrat. Kakšna priložnost je to bila. Za avta medtem prav za Balkovca. Lepo Balkovec in Repas priložnost za Matjašiča. Matjašič pa potem še Repas, to je bila zdaj zelo nevarna situacija. Še izrazitejša terenska premoč, 57% igralnega časa pri žogi Domžalčani, ki vodijo spet proti 3 v zaključnih strelih, pa nov poskus, nov nevaren strel. Repas v sredino, še enkrat zahteva roko. Gostje in tokrat so jo dobili po dolgem razmisleku, je torej v 67. minuti Roberto Ponis pokazal na 11 metrovko. Ali bomo videli prvi zadetek na tem občinskem derbiju. Firer in gol! 1-0 za Domžale. Firer je zanesljivo izvedel 11 metrovko. Oglasili so se tudi domači navijači, ki so bili do tega trenutka kar precej tiho. Luka Gajić je v kazenskem prostoru, to je lahko nevarno. Gajić in gol! Izenačenje v 73. minuti, zadetek za Radomlje. Luka Gajić je prodrl, presenetil obrambo. Balkovec v sredino. Novič tja, kjer ni nikogar izmed njegovih soigralcev. Veljko Batrović. Batrović, nevarna podaja Batrovića in mimo gola. Želeli računati na kaj več kot na 3. mesto. Enkrat pa se lahko slabi seriji Olimpije zahvalijo, da so trenutno na 2. Žan Majer je v kazenskem prostoru in kaj je zdaj zapravil Ivan Firer, oziroma kaj je zdaj rešil? Mislim, da Robi Jakovljević. Roberto Ponis je odpiskal konec srečanja, 1-1, torej oba zadetka smo videli v drugem polčasu, najprej v 69. minuti, ko je Firer izkoristil 11 metrovko, potem pa izenačenje v 73. minuti Luka Gajić. Dobro, čestitke igralcem, tem, ko so igrali danes, tudi tistim, ki niso bili priložnosti, tudi poškodovanim in tistim, ki so bili na tribuni. To je njihova točka, mislim, da je zaslužena. Igrali smo proti favoriziranim Domžalam, ki igrajo po moji oceni najbolj agresiven, verjetno najboljši nogomet v Sloveniji. Danes smo imeli, moram biti pošten, tudi malo iz športne sreče na koncu. Nismo bili deležni v prvih 5 tekmah, razen tekme z Rudarjem, tam je bil popolni blackout. V prvih 5 tekmah nismo bili deležni, danes v zadnjih 5-6 minutah so Domžale imeli 2-3 izrazite priložnosti. Ampak mislim, da je točka popolnoma zaslužena, ker imeli smo tudi mi svoje priložnosti. Čestitke ekipi Radomlj za prikazano, zelo tako bo neko borbeno. Kar se nas tiče, enostavno vzroka za to ne poznam. Verjetno se bomo vprašali o kvaliteti, ki jo premoremo, kajti na igrišču ne zgledamo tako, kot bi si želeli.